Takrat, ko so v igri kakšna tekmovanja ali pa globlji potopi, kjer želim postaviti na primer osebne rekorde, je tistih zadnjih 5 minut pred potopom zelo pomembnih zato, da vse svoje procese v telesu spravim na minimum delovanja. S tem dosežem čim manjšo porabo kisika, kar mi bo med samim potopom omogočilo, da sem dlje časa pod vodo. Hkrati pa lahko s to sproščenostjo lažje prenašam velik okoliški tlak, ki se pojavi pri potopih 50, 60 in konec koncev tudi preko 100 in 110 metrov. Da to dosežem, uporabljam različne tehnike, vse pa so povezane v prvi vrsti z dihanjem, kjer poskušam maksimalno umiriti dihanje, hkrati pa vizualizirati posamezen potop. Pri tem uporabljam tehnike avtohipnoze, kjer z različnimi sugestijami dosežem neko stanje sproščenosti, ki je hkrati sproščenost in popolna osredotočenost na sam potop. Zadnjih 30 sekund pred potopom namenim maksimalnemu vdihu, ki mi omogoča, da seveda zajamem čim večjo količino zraka, ki jo med potopom uporabljam za izenačevanje in pa kot vir kisika, ki me ohranja pri zavesti. Potop na tekmovanjih je ponavadi vedno tempiran na odštevanje sodnika, v vseh ostalih primerih pa štartam, ko se počutim sproščeno oziroma ko dosežem neko stanje, v katerem verjamem, da me lahko varno pelje do tega, kar si želim doseči.